Vsi novomeški svetniki v prvem branju potrdili proračun. 95 let Vilme Bukovec, 15 priznanj za topliške športnike. Dober večer. Novomeški mestni svet je sinoči po dolgi razpravi v prvem branju z 28 glasovi za in nobenim proti potrdil predlog proračuna občine za leto 2015. Kljub številnim pripombam svetnikov, da bi bilo smotrnejše denar razporediti pod katere druge postavke, župan odgovarja, da je proračun pripravljen v skladu z dejanskimi zmožnostmi. Proračun mestne občine je težak dobrih 40 milijonov evrov, skoraj 2 milijona pa je zapadlih obveznosti iz minulih let. V ospredju bo nujna ureditev področja vodooskrbe, kar je bila rdeča nit predvolilnega programa, poudarja Macedoniji. Veliko ostalih prioritet bo prišlo na vrsto predvsem v naslednjem letu, ko začenjamo črpanje kohezijskih sredstev in ravno zato bi letos želeli, da se na nek način ta proračun uravnoteži, da pokrijemo stare dolgove, zato da bomo drug let v kondiciji za črpanje evropskih sredstev. Pripraviti uravnotežen proračun tako Macedonije je bilo zelo težko, saj država zmanjšuje tako višino povprečnine kot sofinanciranje naložb, zato so morali najti nove prilive. Tudi zmanjševanjem stroškov v javnih zavodih. Želimo pa tudi nekatere stvari poudariti in spodbude narediti. Mi povečujemo sredstva na določenih delih za društva, za krajevne skupnosti in želimo tudi vsaj nekaj bistvenih prioritet, ki smo jih obljubili za občane, to je, da bomo začeli na vodooskrbi z investicijo na obeh vodarnah. Svetniki so imeli številne pripombe. Nobene pobude v smeri podpiranja ali štipendiranja ali financiranja nakupov stanovanj obrestne mere za kredite. Nikjer ni še pomislil, kaj bi dodatno naredil za gospodarstvo. Predlog proračuna bo po mnenju Uroša Lubeja prisilo čisto vse subjekte v tej občini, da začnejo razmišljati celovito o odhodkih in o prihodkih. Po predlogu proračuna naj bi občina, če bo prišla do sofinanciranja, posodobila tudi razsvetljavo na stadionu Portoval in energetsko obnovila športno dvorano Marof. Pa cestno področje? Mi smo ministru Gašperšiču že dvakrat izpostavili prednostna projekta iz naše strani, to sta cesta čez Velike Brusnice in pa Šmihelska cesta, v obeh primerih gre za varnost otrok in pešcev. Dokončati pa bo treba tudi Kandijsko cesto. Za Slednjo in Brusnice imajo pripravljeno že vso dokumentacijo, del tudi za Šmihelsko, tako da čakajo državni denar. Ta čas so najbolj pereče teme v jugovzhodni Sloveniji, tretja razvojna os, vodooskrba in romska vprašanja. O njih so se dopoldne na Novomeškem Rotovžu pogovarjali predstavniki Državnega sveta Republike Slovenije in vodstvo občine. Dejstvo je, da Novo mesto že vrsto let pričakuje začetek gradnje južnega kraka tretje razvojne osi, medtem ko so državne ceste v zelo slabem stanju. Torej, mi želimo, da je tretja razvojna os v najkrajšem času se vsaj za temi odseki mimo Novega mesta začne graditi. Vemo, da so načrti v operativnem programu kohezijske politike z prvim odsekom 5,5 km. Cesto bi morali v nekaj letih začeti graditi, dodaja. Tretja os ima absolutno podporo Državnega sveta. Seveda pa je to treba dobro načrtovati, dobro pripraviti, da se nam ne bi zgodile še kakšne zgodbe, kot jih že poznamo iz preteklosti. Slabe. Novomeška občina pa sodeluje tudi pri pripravi projekta Lesni centri Dolenjske. Mislim, da ključno je priprava primernega poslovnega okolja za lesno predelovalno industrijo. Les je visokotehnološki produkt narave, mi pa ga izkoriščamo vsaj v Sloveniji na najbolj primitiven, nizkotehnološki način. Z njim kurimo, hlode vozimo v Avstrijo in Italijo. Že nič kolikokrat pa je bila tema sestankov romska problematika. Ker če delamo samo posvete za to, da so posveti, so nesmiselni. Treba je enostavno dvigniti to na višji nivo komuniciranja in pa reševanja problemov. Tukaj seveda pa je pomembno, da se država vključi. Kot pri tem dodaja Kekec, v Ljubljani ne občutijo težav v zvezi z Romi, na Dolenjskem pa zelo dobro, zato jih je treba pristojnim za reševanje čim bolje predočiti.
V novomeški mestni hiši pa so se danes na regijskem srečanju sestali tudi župani in županje, katerih občine iz jugovzhodne Slovenije so članice skupnosti občin Slovenije. Govorili so o zadevah skupnih vsem lokalnim samoupravam. V skupnosti občin Slovenije so bili od novembra lani vse skozi vpeti v pogajanja glede višine povprečnine in sofinanciranja naložb občinam. To zadeva delovanje vseh občin, zato so regijski posveti pomembni, poudarjajo v skupnosti. Poleg tega se na njih seznanijo s težavami posameznih območij. Zato, ker se bomo v skupnosti občin v tem letu zelo aktivno pogajali z vlado o zelo pomembnem vprašanju, in sicer o zniževanju stroškov občinam na tistem področju, ki jih vlada z zakonom in drugimi podzakonskimi akti nalaga občinam. V skupnosti občin Slovenije so jasni. Na znižanje povprečnin so pristali zgolj pod pogojem, da se stroški občin sorazmerno znižajo. So pa danes vzeli pod drobnogled tudi vprašanje uporabnih dovoljenj za zidanice. Z namenom, da se odpravijo birokratske ovire strani države, da bodo lahko lastniki zidanic in pa s tem tudi regija razvijali turizem in na ta način tudi bolje živeli. Kot je povedal gostitelj današnjega srečanja Gregor Macedoni, je pomembno, da se župani v regiji poenotijo glede zahtev, ki bodo del pogajalskega postopka z vlado. Izpostavlja sicer socialno politiko občin, kjer imajo te kar nekaj predlogov, prav tako na področju urejanja prostora in skupnih služb občinskih uprav. Nadaljujemo s Posavskim društvom za biodinamično kmetovanje Ajda Sevnica, ki združuje več kot 100 članov iz regije od Brežic do Radeč. Med njihovimi cilji je ohranjanje starih sort zelenjave in žit, zato ustvarjajo Posavsko semensko banko. Zdrav pridelek se začne z zdravim semenom, pravi ustanovna članica sevniške Ajde. Mi smo se v lanskem letu odločili za to, bi rekla, eno banko semen v našem društvu. Tako smo ustanovili eno tako tročlansko komisijo oziroma skupino ljudi. Poskrbeli so za nekoliko več lastnih semen. Količine še niso za širšo uporabo, je pa stekla njihova izmenjava, da bi se semenska banka z novim predelkom okrepila. Si želimo, da bi čim več teh starih sort, ki so jih ohranjale naše stare mame in mame, ki verjetno na podeželju še obstajajo, da bi to našlo pot v našo banko, da bi se tako ohranjalo. Subvencije za ekološko ali biodinamično kmetovanje so 2-krat višje, vendar to ni motiv, meni predsednik društva. Priložnost je pa to vsekakor velika za nezaposleno podeželje, predvsem kjer ljudje pravijo, da ni zaposlitev. Jaz jih to vidim zelo veliko. Enako učiteljica razrednega pouka, ki je z možem našla zadovoljstvo v hribih na Svinskem. Veliko prišparaš, ne porabiš denarja za hrano, ne? Sam pridelaš svojo hrano, tako da eno plačo definitivno na mesec s tem pridobiš. Ne? Ko ostaneš doma in skrbiš za prehrano in dejansko veš, kaj ješ in kaj jedo otroci. V zvezi društev Ajda pogrešajo večji odziv kmetijskih pospeševalcev in sodelovanja s kmetijskim ministrstvom. V marcu bo v Sevnici spet osnovni tečaj o biodinamičnem kmetovanju. Danes je 95 let dopolnila Vilma Bukovec-Kambič, dolgoletna primadona ljubljanske opere, ki je kot solistka nastopala tudi po svetu. 2-kratno Prešernovo nagrajenko, ki se je leta 1982 poslovila z odrskih desk, so včeraj v rodnem Trebnjem presenetili slavnostnim sprejemom. Tako so v Trebnjem rojeno slovensko operno pevko in častno občanko občine Trebnje počastili ob njenem rojstnem dnevu. Nosi triumfat kulture iz trebanjskega okolja in moram reči, da smo se za to priložnost potrudili. Jaz upam, da bo lep večer. Nekdanji prvi glas slovenske opere je del rastoče knjige v Trebnjem, dobila je veliko nagrado o odličnosti in mojstrstva na Otočcu in še bi lahko naštevali. Na vsakem koraku smo čutili, kako je gospa Vilma naša, in če nekaj let niso toliko utripali z njo, skušamo v zadnjem obdobju to nadomestiti in se že danes veselimo, ko se bomo ob 100-letnici ponovno zbrali. Vilma Bukovec je močno navezana na rodno Dolenjsko, kjer je preživela otroštvo in mladost.
Kljub dolgoletni karieri na odrskih deskah je bil kanček treme pred nastopom vedno prisoten, pravi in dodaja, da še danes rada zapoje. Zanimivo, da bolj višine pojem, kot pa srednjo lego ali pa nižine. Nižine je bolj so hripave, višine so pa čiste. Njen recept za dolgo življenje pa je? Solidno življenje in delo. Delo, tisto delo, ki ga imaš rad. Čestitkam ob visokem jubileju se pridružujemo tudi mi. V naslednjem prispevku pa bodo imeli glavno besedo najmlajši. Z odprtjem razstave so namreč popoldne v Črnomlju zaključili mednarodno kiparsko kolonijo mladih, ki jo že 8. leto zapored pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v sodelovanju s tamkajšnjo osnovno šolo Loka. 38 likovno nadarjenih učencev iz 19 slovenskih ter 2 hrvaških in srbskih osnovnih šol je 2 dni ustvarjalo v 4 kiparskih delavnicah. Odziv na razpis za kiparsko kolonijo je tradicionalno zelo dober, tako da tudi letos približno tretjino udeležencev več prijavljenih, kot jih naša kolonija lahko sprejme. Zaradi varčevanja so sicer letos za en dan skrajšali kolonijo, vendar, kot smo se prepričali dopoldne, je mladim uspelo končati svoje izdelke, ki jih je na koncu ocenila strokovna komisija in izbrala najboljše. Letos se pozna, da sta samo 2 dneva na voljo za ustvarjanje in so zelo bolj zagnani, delavni, resni. O pomoči mentorjev, letos prvič tudi študentov likovne pedagogike, so mladi kiparili, rezali in žagali na temo Veliko čudo. In pod njihovimi prsti so nastajali zelo različni izdelki. Še sam ne vem, kaj je to. Kaj bo nastalo, kaj si pa zamislil? Neka glava človeška, pa drevo raste v njegovi glavi, pa korenine pa prodirajo skozi njegovo telo. Najprej nisem imel ideje in nisem znal, kaj bom še naredil, pa sem pa ustvaril. Letošnjo 8. kolonijo pa je prvič spremljal tudi strokovni seminar, namenjen likovnim pedagogom. Že od začetka kolonije si nekako prizadevamo, da bi naša kolonija postala nek center mladih, nadarjenih likovnikov vseh koncev Slovenije in tujine in tudi likovnih pedagogov. Zato so zanje pripravili strokovni seminar, na katerem so lahko pridobili veliko uporabnih znanj in spretnosti, pomembnih pri delu z likovno nadarjenimi otroki. Zdrav duh v zdravem telesu. Tega se zavedajo tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer so sinoči že 4. pripravili prireditev Športnik leta, na kateri so podelili priznanja športnikom, ki so lani dosegli najboljše rezultate. Skupno so podelili kar 15 priznanj. Po mnenju strokovne komisije je najboljši športnik minulega leta član Lokostrelskega kluba Dolenjske Toplice Marko Berus, najboljša športnica pa atletinja Mersiha Kazič. Pomeni me na veliko potrditev za vse uspehe, ki sem jih dosegel do zdaj, pa tudi, da delamo dobro in gremo tako naprej. Za mano je odlična sezona, skočila sem svoj osebni rekord, dobila sem tudi kolajne iz državnih prvenstev, se pravi na članskem prvenstvu, tako da za mano je odlična sezona in ena spodbuda več za naprej. Kazičeva je članica športnega društva Dolenjske Toplice, ki so ga že 3. zapored razglasili za najboljši kolektiv leta. Hkrati so podelili tudi 3 Bloudkove značke, 1 priznanje za 5 let dela v športu, 5 priznanj mladim športnikom, najperspektiven športnik je Luka Brulc iz plesnega društva PAN, najperspektivnejša športnica pa Tina Guščin iz športnega društva Dolenjske Toplice. Delamo veliko z mladimi, z malo manj mladimi in s člani seveda in moram reči, da so dobri rezultati, malo slabše pogoje, ampak atleti delajo, so pridni in uspešni. Šimonič, ki že vse skozi vodi društvo, je za zelo uspešno delo izjemnega pomena od župana Jožeta Muhiča prejel tudi zlato plaketo občine. Pred nami je konec tedna. Preživite ga tudi v družbi vašega kanala. Ob 22. uri pa vas vabimo, da ne zamudite oddaje Pravi ključi, kjer se bo Irena Vide z gosti iz Državnega sveta dotaknila pomembnih tem naše regije. Lahko noč.